Lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem posebnem knjižnem kotičku, kjer besede niso le črke na papirju, ampak mostovi med srci. Tokrat se mi je v studiu pridružil poseben gost, Boštjan Gorenšek, avtor zgodb o čarobnem Vilinu Tjanu ter idejni vodja pravljične vasi Leše. Boštjan verjame, da je branje najlepše darilo, ki ga starši lahko poklonijo svojim otrokom. Njegova zelo zanimiva lastna pot od tihega branja do glasnega pripovedovanja pa je dokaz, da pravljice resnično zdravijo. Boštjan, lepo pozdravljen. Lepo pozdravljeni, hvala. Boštjan, če se vrneva v tvoje otroštvo, katere pravljice so ti brali starši, stari starši in ali se spomniš tistega trenutka, ko si prvič začutil, da imajo besede in zgodbe čudežno moč? Ko sem bil otrok, oziroma vse, kar se mojih prvih spominov tiče, je bilo branje nekaj tistega, kar sem izkušal oziroma kar sem poslušal vsak dan. Iz strani staršev, recimo mame in očeta, ona dva sta mi brala, ata mi je ponavadi tudi pripovedoval zvečer. Stara starša, torej bica in dedi, pa sta mi večinoma te zgodbe in pravljice pripovedovala. Odlično. Kdaj pa si začutil, da imajo besede posebno moč? Že zelo, zelo hitro. Takoj sem padel v te pravljice in ne vem, morda že tudi zaradi zelo hitrega branja, ki morda takrat še ni bilo tako zelo pogosto, se mi zdi, da ko sem prve pravljice slišal, oziroma kar se prvih pravljic spomnim, se jih spomnim vizualno. Torej, recimo, zgodbo, ki sem jo imel kot otrok, ne vem, star 3-4 leta, najraje je bila Volk in 7 kozličkov, ki mi jo je pripovedoval ata in da sem to želel, da mi jo pripoveduje vsak večer, kolikokrat je bilo treba. In prav se spomnim tega volka in teh kozličkov, ki so prestrašeni čakali v tej kolibi in so da gledali, a ima volk bele tace, ali govori malo bolj tako kot mama, in tako tudi naprej razmišljal oziroma povzemal te zgodbe in jih tudi osmišljal skozi življenje oziroma tudi skozi otroštvo. Sem potem različne situacije tudi enačil oziroma stvari, ki se mi niso zdele prav, ki so se dogajale, tudi vrednotil. Čudovito. Zaupal si mi, da si od osnovne šole pa vse do odraslosti se soočal z močnim vecljanjem. Res se drži. Kako pa je ta govorna motnja vplivala na te in kako je prav branje postalo tvoje zdravilo za tvoj glas? Ko sem doma, mama je knjižničarka oziroma slovenistka, skozi so mi brali, ampak nisem hotel. Sem rekel, jaz ne bom bral nikoli. In tako da je potem mogla z eno mojo sosedo Klaudijo, ki je bila isto stara, seveda jaz sem z vasi, tako da mi smo bili tam malo več časa skupaj kot otroci, je mogla prav narediti neko tekmovanje, zdaj kdo bo prebral prvi stavek, kdo bo spodbuda prebral to. In takrat pa sem potem tudi začel. Si začel brati. Kdaj pa je potem nastopila ta motnja? Motnja je nastopila, menda sem imel prvo že čisto kot dojenček, 3-4 leta star, da sem začel veslati in takrat sploh nisem mogel govoriti. To je bilo trajalo nekaj pol leta, leto morda, in pa se mi je čisto nehalo. Potem pa se mi je ta ponovila v osnovni šoli, tam nekje, mislim, da v 6-7 razredu. In to je bilo res hudo. Jaz, če bi rekel, nisem mogel brati, oziroma če sem bil karkoli vprašan, oziroma če sem moral brati ali pri slovenščini ali pri kakšnem drugem predmetu, vedno, ko sem imel še malo več treme, recimo, sem obstal. In ko me je zadržalo v tej fazi odraščanja, ki so mu stvari zelo pomembne, še posebej ta zunaj, kako lahko komuniciraš, ki je naša glavna prvina, je bilo težko. Res je, ja. Potem pa se je to v gimnaziji še zaostrilo, če tako rečem. Takrat pa je bila še ta, malo tudi, če lahko temu rečem, puberteta in malo širše zavedanje tega sveta okoli sebe, punce v samem razredu. No, tam je bilo pa še več tega branja in jaz vem, da sem imel prav, ne bom rekel, zagotovo travme. Mene je bilo včasih zjutraj strah iti v šolo, zato ker sem vedel, da bomo imeli nemščino, ki mi tak ni bila všeč, da bom mogel tam nekaj prebrati ali pa govoriti. Nisem že takrat vedel, da tega ne bom mogel narediti, ker pač enostavno fizično se mi je ta glasovna pot zaprla. Vse zaprla, ja. Verjamem, da je bilo to zelo težko. Ja, res je. Šele pri mojem 21-22 letu sem nekako vedel, da pač imam temu narediti konec. Takrat sem imel tudi neka druga raziskovanja levo-desno, takrat sem tudi začenjal svojo podjetniško pot. Malo sem že po internetu takrat prebral, kar je možno.
In vse posod so pisali, da pač ne več je, da zvečer bereš, ampak to bereš glasno in počasi. Ker velik del tega slanja, vse pri meni je bilo, da so mi misli prihitevale tistemu, kar sem govoril. In že jaz vedno, ko sem bral zelo hitro. Torej, čisto vsak večer sem 15 minut do pol ure bral na glas v postelji počasi. Vsak, ki je kdaj sam sebi bral na glas, ve, da je to izredno moteče in težko svoj glas poslušaš. Res je, ja. Ampak vedno se po 21 dneh, torej 3 tedne moraš vztrajati, potem pa to postane rutina. In to sem delal recimo dobre 2-3 leta, plus zraven sem moral vaditi še dihanje. Torej, ko sem preda sem zajecljal, sem vedno tudi nekako podzavestno vdihnil in takrat je meni tudi zmanjkalo diha in še težje je bilo to nadaljevati. No. In zraven sem se naučil dihati. Torej, sproščeno dihanje, kar pomaga tudi pri vsem ostalim, pri razmišljanju, pri jasnosti. Ko sem to osvojil, je bilo že malo boljše. Seveda je pa to glavno, tudi če jaz sam berem, jaz tam lahko berem dobro, je pa pred ljudmi. Ja, to je bila ena zanimiva situacija. Enkrat me ena gospa vprašala, če bi bral berilo pri maši. Pa sem rekel, bom povedal, no, nisem se tako odločil, pa sem doma razmišljal, sem rekel, če kdaj moram zdaj to sprobati in to je ena taka stvar, ki jo lahko kontroliram. Res je. Ok, pa sem poklical, da bom. Sem dobil te termine in sem pač bral. Vedno sem dobil tudi, katero berilo sem bral. Vsa berila sem si doma toliko krat prebral, da sem jih znal na pamet, ko sem prišel spredaj in bral. In še takrat sem rabil dobro leto, da sem lahko prebral berilo, čeprav sem ga znal na pamet, čeprav sem ga doma prebral 30krat, 40krat na glas, preden da sem šel tja, da sem lahko prišel gor in začel brati. No, potem sem pa še sprejel vlogo predsednika enega izmed enih večjih društev. Takrat pa seveda sem mogel zaradi tega imeti določene govore. Torej prvo branje na glas, dihanje in vaja, praksa in tam pri enih 26-27 letu sem se skoraj čisto že tega otresel. Zdaj po mojem zadnjih 5-8 let je pa šele tako, da me sploh ne zaustavi več. Torej se zgodi enkrat na mesec, da se mi nekaj zgodi, ampak ne zaradi treme, ampak po mojem še ta spomin mišični. Tako da vse se da, če je volja, redoslednost pa delo. Bravo za vztrajnost in pogum, najnazadnje, ne? Ja. Kaj bi pa ob tem sporočil še otrokom, ki se pa danes soočajo s podobnimi težavami? Ker tudi na določenem nivoju svojega dela vidim oziroma slišim probleme, ki jih imajo otroci strani pedagoških vodij do socialnih delavk in podobno. Vidim, da pač otroci imajo veliko takšnih in drugačnih odtikov do tudi jecljanja, menda kar nekaj. Različne stvari, čisto vse se da odpraviti. No. Je pa res, da za vsako stvar, ki jo hočemo spremeniti, je zadaj ogromno dela, redoslednosti, torej ponavljati, čeprav je še ne vem kako hudo, oziroma ti tudi časa vzame. Ter glavno je, da se pač s tem strahom, oziroma jaz mislim, da ima vse ima nekje nek svoj začetek. Jaz pa sebi nisem našel, ki je bila tista pot, zakaj bi pri meni lahko to bilo. No. Čeprav tudi oče malo jeclja, še zdaj. Če ti nekaj pač slabo gre, veš v kateri situaciji, ti ne gre dobro, treba pač rečemo primeti vraga za roge, pa iti in se s tem soočiti. Se podati na poti, ja, res je. In začeti prvič, pa drugič, pa 10-tič, pa 20-tič. Ne bo enostavno, tudi včasih se ti bo to nasmejal, ali pa bo tebi zelo nerodno, ampak 21 ti bo že malo bolje in takrat te bodo drugi tudi pohvalili, ker bodo to videli, pa sam sebe boš lahko pohvalil in potem se nadaljevati. Torej, da imaš problem, ki te uvira pri, recimo, na nastopanju v javnosti, na pomembnih dogodkih, se pač treba tudi vključiti ali v kakšno društvo ali v kakšnim krožkom, ne vem, novinarskim osnovni šoli ali v srednji šoli, debatni krožek in podobno. Kdaj si pa prvič začutil, da želiš tudi sam ustvariti svetove z besedami in pa zakaj ti je pri srcu ravno pisanje za otroke? Ker hitro sem začutil, da rad dam ven iz sebe, ali svoje občutke ali nekaj. To mislim, da sem prvo pesem napisal v 2. ali 3. razredu. Že? Ja, mislim, da je bilo tja do 5. razreda že zvezek pesmi, recimo veliko. V 7. razredu mislim, da so mi želeli, mislim, da je bil 7. izdati prvo pesniško zbirko na osnovni šoli. Čestitam. Ampak je nisem želel, da se izda. S kakšnim posebnim razlogom?
Ja, zato, ker se mi pesmi niso zdele dovolj dobre za izdajo. In tudi če zdaj nimam dovolj pesmi, da bi jih ocenil kot tako dobre, da bi jih rad delil v širnem svetu. Ta poezijo, kar sem pisal, sem jo pisal kar zelo dolgo, mislim, da kar do enega 25-28 leta. Predvsem sem jo uporabil tudi za način, da malo sem bil, če bi rekel, introvertiran oziroma na trenutke tudi zadržan v sebi. Sem baš tak, da veliko stvari moram razmisliti v sebi. In ko preveč razmišljaš v sebi, potem težje tudi te informacije ven daš, ker jih je preveč. Res je, ja. In jaz sem to sebe čistil, če bi tako rekel, s pisanjem. Odlično. Ali je šlo to za neke težke teme, ali je šlo za to srednješolske uporniške teme, ali je šlo to za pesmi puncam. Namreč to sem ugotovil, da če si dober v pisanju in da znaš lepo napisati punc, je to seveda še veliko boljše, kot da je prineseš rožo ali da kaj drugače narediš. Tako da ta del je bil ta, kar se pa tiče pisanja za otroke oziroma te pravljice. Te so mi lepa vse skozi že tako ali tako všeč. Doma imam na polici, ne vem, te najlepše slovenske, tuje in podobne pravljice, ker se mi zdi, da se z njimi vedno vrnem v to otroštvo, tudi v mojem občutenju otroštva in to iskrenost otroško, ker hitro pozabimo na tiste osnove, ki jih imamo v tem svetu, ki je hiter, ki je na eni strani malo kapitalističen, vsi se borimo za določene stvari in hitro pozabimo, kaj je pomembno. Ja, in v teh pravljicah se mi pa zdi, še posebej, če te na nje vežejo spomini iz otroštva, tisti moment, kjer lahko spet stopiš korak nazaj, pa vidiš in začutiš, kaj je tisto pravo, ali so to odnosi, ali je to neko prijateljstvo, ali je to neka pomoč. In to je bilo pol tisto, v katerem sem v nekem trenutku pač začutil, da če jaz se lahko vračam v otroštvo, vidim določene ali prigode, neka spoznanja, ki sem jih si res zapomnil iz pravljic, tako da najbolj si tudi ostali otroci, da zapomnijo, kar v mladosti poslušajo in tudi vzamejo k srcu. Prav zagotovo, ja. Takrat je bilo tam okrog leta 2010-2012 je bilo neko tako obdobje te krize pa vsega, pa zdelo se mi, da ni več toliko branja, da ni več toliko pozitivnih zgodb. In če otroci ne bi brali pozitivnih oziroma lepih zgodb, kako bojo izrasli, mislim, kako bojo srečne ljudi izrasli, ne bodo mogli. Res je, ja. Takrat sem začel s prvimi, bom rekel, zapisi, ali če lahko rečem tudi pravljicami, z zgodbicami, ki sem si jih zapisoval. Seveda prva pa je išla 5 let nazaj. Se pravi, lahko po tvojem mnenju prav vsak izmed nas postane pisatelj ali zato potrebujemo kakšen poseben talent, dar? Jaz mislim, da je vsak od nas že pisatelj. Že ko je star 1 leto ali pa 2 ali pa 3 leta star, ker ustvarja, ker se odloča, kaj bo delal. V bistvu, in to so zgodbe. Piše svojo zgodbo, ne? Res je. Zdaj pa tako, kot je pri športu, to je najlažje pač enačiti. Če bi ti rad igral nogomet, vsak lahko igra nogomet, ker ima 2 nogi in 2 roki. Zdaj pa boljše ga boš hotel igrati, boš pač moral trenirati. Več boš treniral, boljše boš igral. In jaz mislim, da je čisto pri vseh stvareh v življenju tako enako pri pisanju. Če boš prav bral in pisal, ter dal tudi drugim, da lahko to preberejo, ti morda poda kakšno mnenje, ne vem, morda v šoli učiteljica slovenščine, knjižničarka, zdaj imajo otroci dostop do pisateljev preko mailov, preko družbenih omrežij in kolikor jaz poznam, vsak z veseljem, če so da jim lepo napišete, tudi vam kakšno besedo nameni. Tako da jaz se spodbujam, da čim več pišejo, več treniraš, več delaš, boljši postajaš. Seveda ne more biti vsak na koncu avtor svetovne uspešnice, lahko je pa vsak avtor ene zgodbe, ki bo, 100 otrokom enkrat spremenila svet na boljše. Ja, se strinjam. Že prej si omenil božičnega Vilina Tjana, ki nas spremlja tukajle. Zanima me, kako si prišel vse od navdiha, vse do 5 tiskanih izdaj božičnega Vilina Tjana. Ja, to pa je ena tudi posebna zgodba mojega življenja, kar so božični prazniki, tako jih imamo zdaj. Ko so mi nekje v 3. razredu osnovne šole pač povedali, recimo, da Miklavža in Božička ni, sem bil vojno proti vsem otrokom, ki so tako mislili. In to do 6. razreda, ko so po mojem meni že mislili, da nisem čisto v redu, ampak jaz sem vsakmu odgovoril, da
to sta, da to, mislim, kata pa mama, to ne more biti, to sta pravi osebi, ki živita en tam, drugi tam. Res od prvih spominov na Božič oziroma na ta praznični čas mi je res pri srcu. To je čas, kjer smo lahko taki, kot smo, kjer smo kar veliko dni skupaj, torej v bližini tistih ljudi, ki jih imamo radi, pa med katerimi se varne počutimo. Seveda kot otrok pa še neko darilo dobiš. Takrat, ko smo jaz majhen, seveda teh ni bilo drugače toliko in je bilo to še nekaj tako bolj posebnega, ampak vse je enako tudi zdaj. Seveda, ker mi je ta čas najboljši, ker sem tako dolgo to tudi verjel in ker sem imel tudi sam skozi življenje veliko različnih izkušenj in zgodb in pripetljajev in takšnih drugačnih strahov in rešitev. Sem potem pa rekel enkrat, ko smo začeli s tem projektom Pisma Božičku, ko je bila korona in podobne stvari, ko smo imeli svoj studio, snemali Božička, da bi otrokom naredili čaroben december, ki ga drugače niso mogli imeti, ker je bila korona. Res je. Je potem prišla ideja, te pa dajmo narediti še eno zgodbo za otroke v Vilino Tjano, katero bodo dobili vsi otroci določenega starostnega obdobja. Seveda vsaka mora imeti neko moralno, neko nevzgojno oziroma neko srečno stvar, s katero se lahko otrok poistoveti in mu lahko tudi pomaga pri določenih težavah oziroma ga spodbudi k nečim dobrim oziroma lepim, če tako rečem. Ideja že od vsega začetka je, da pač teh knjigic čim več razdelimo, da dobijo vsi v razredih, ali je to še vrtčevski del, ali je to osnovnošolski prva triada. Če zdaj gledamo, mi lahko otroku kupimo zdaj ogromno kvalitetnih slikanic. Res je. Veliko pa je, ki jih ne morejo. In eni imajo doma zelo fajne knjige, drugi imajo drugačne, tretji jih pa sploh nimajo. Ja. Če hočemo, da se otroci pogovarjajo, da to empatijo razvijajo tudi skozi pogovor, pa skozi razmišljanje in skozi zanimivih pravljičnih temah, kako bomo to naredili, če vsi otroci ne bodo prebrali iste zgodbe. Ja. In tudi to je bil namen, da lahko berejo, da jim lahko berejo starši. Stari starši in da se lahko na koncu pogovarjajo to v družini in potem še v širšem družbenem krogu v šoli ali tudi z drugimi prijatelji, ki so morda to knjigo tudi že prebrali. Še posebej pa je to lahko oziroma je lažje v teh prazničnih časih, kjer so vsi doma, pa kjer je tudi že samo tako ta von po cimetu, tako ga se lahko tule vodimo, ki je prav poseben in se mi zdi, da si v tistem bolj mirnem času lahko te spomine tudi bolj poglobimo oziroma jih kasneje tudi uporabimo. In vtisnemo v spomine. Ne? Ja. In prav vsaka zgodba o Vilinu Tjanu nosi res čudovito sporočilo in tudi vrednote, ne samo v tem božičnem času, ampak skozi vse leto, ne? Ja, zanimivo je, koliko ljudi mi reče, da si pač njihovi otroci želijo, da jim berejo tudi poleti. Ja. Jaz to razumem, ker jaz, ko sem bil otrok, če je bilo toliko božičnih, bi tudi želel, da čim prej pride Božič, da mi berejo poleti, ampak mi je veliko veselje, prav predvsem tem, da tudi po vsaki zgodbi, torej po vsakem letu, upam, da bo letos enako, starši sporočajo, da so se otroci spremenili in da tudi večkrat v življenju oziroma v času, ki pride, povejo, da so nekaj naredili zaradi tega, ker je Vilin Tjan naredil ali pa junak iz te zgodbe. In to je tisto, kar se mi zdi, da je najbolj pomembno, da rečemo zgodbe živijo in da spreminjajo in da s tem, ko spreminjajo tudi drugi, tiste, ki jih spreminjajo, lahko spreminjajo naprej druge. Res je. Torej besede imajo moč. Večjo moč kot karkoli drugega, da podirajo in da gradijo. Tako da moramo biti zelo pazljivi z njimi in paziti, kaj povemo. In da povemo takrat, ko smo dobre volje, ne takrat, ko smo jezni na koga, ker besede bolijo bolj kot udarci. Res je. Ampak v zgodbah Vilina Tjana tega ni zaznati. So samo lepe besede. In tudi otroci se lahko poistovetijo s tem likom. In z likom in z njegovimi prijatelji. Želel sem narediti, dati nekakšne take lastnosti, da se bo lahko čim več otrok z njim poistovetilo. Je pa ena zanimivost, ki jo mogoče nisem še nikoli povedal, pa bom tole zdaj povedal, da je pa čisto vsak del v vsaki knjigi, je pa del, ki je resničen. Zanimivo. Ja, tudi zato bo na koncu knjig vsaj 7. Torej letos je šla 5. 7 jih bo, in tako ta zadnji 2 še zelo zanimivi. Se že veselim. Potem pa je tukaj tudi projekt Pravljična vas Leše, ki si jo gradil kar 10 let. To pa ni le festival, ampak prostor srečevanja.
Kaj si se pa v tem času naučil o tem, kaj družine danes najbolj potrebujejo? Ja, ta projekt Pravljične vasi Leše se včasih hecamo. Da je tak nekako moj prvi otrok, je ta festival Leše, kjer smo v majhni vasici na Koroškem, vasi Leše, kjer sem se jaz rodil, naredili festival, v katerega smo vprej s Peči vasi povezali vse ljudi en čas, ni bilo hiše na Lešo, v kateri ni bilo enega, ki je tam stanoval, da ni sodeloval tako ali drugače v festivalu, kjer smo tudi vizualno dosti spremenili vas, vsak si je bolj uredil dvorišča, kaj narisal na različna pročelja in podobno. To me je pa predvsem naučilo tega, da če smo ljudje, če stopimo skupaj, lahko naredimo karkoli želimo. In če ljudje stopimo skupaj za eno stvar, ki je dobra, torej, če gledamo zdaj za naše otroke, kar mislim, da ga nikoga, ki ne bi želel dobro otrokom, ki je prihodnost, ki so naša prihodnost, če nekaj drugega, če jih bomo lepo imeli, bodo za nas skrbeli, ko bomo stari in senilni. In da res družine potrebujejo zrak, potrebujejo naravo, kjer lahko res brezmejno oziroma pravljično preživijo čas s svojimi otroki, kjer lahko ustvarjajo in predvsem, kjer lahko doživijo starši te svoje spomine iz otroštva in ravno ti otroci skupaj starši gradijo te nove spomine, ki jih bodo potem seveda nazaj prinašali. In to je v bistvu ta festival, katerega, če par stvari povem, smo 3. leto smo ga nehali oglaševati, ker je bilo čez 2500 ljudi na Lešah in ni bilo več kam avto navdati. In smo naslednje leto smo rekli, umaknemo vso oglaševanje in smo ga držali. Jaz sem ga delal do 10. leta, potem sem to prepustil mladim. Ker sem pač vedno mnenja, vse, kar delam, je 10 let maksimum, ker potem začnem preveč gledati že ozko in to je to. V 10 letih ali narediš ali pa ne narediš. In potem novim projektom naproti. Tako. Ampak še vedno je pa potreben neki idejni vodja, ki drži vse skupaj in da poveže vse te prebivalce in ljudi. Eden je vedno potreben, da, če rečemo, da ta voz pelje naprej. No je pa še ena stvar, kar pa pri tem projektu, če poslušaš ljudi, lahko tak projekt zraste. Torej, že od samega začetka lahko vsak je idejni vodja, ima neko idejo, da se nekaj naredi, ampak to je tvoja stvar. In če imaš ti okrog sebe 100 ljudi in da svojo stvar pelješ, bodo vedeti, da se ti najbrž ne bo tako redo kot tebi. In ravno ta sposobnost spet, da poslušamo, pa da sprejmemo tisto, kar je dobro, in da damo več od komu priložnost, da tudi to, kar želi naredi, to se mi zdi, da je pot do uspeha. Enako kot pri petju, jaz sem zelo dolgo pel v zboru oziroma skoraj svoje celo življenje. Lahko si najboljši pevec, pa če ne znal tega soseda, pa drugega soseda poslušati, pa na koncu še gledati zbor v oddijo. Ja, res je. Je lahko zbor sestavljenih najboljših pevcev tudi zelo, zelo povprečen. Tako da poslušati pa sodelovati. Bravo, res. Vse pohvale. Dan danes pa odrasli vse pogosto hitimo. Zakaj je po tvojem mnenju tistih 15 minut branja, ki si jih že prej omenil, pred spanjem neprecenljivih? Vsaka minuta branja na dan je neprecenljiva. Teda 15 minut je pa res neprecenljivih. Predvsem recimo tisti čas večer, kot si omenila, mislim, da je zelo pomemben. Namreč, ker se tudi otroci umerijo po celem dnevu ali vrtca ali šole že ali drugih aktivnosti in dražljajev, ki jih imajo, je ta čas v posteli, ko so umiti, res dragocen. In kako drugače se boljše povezati oziroma kaj dati več otroku, kot pa zgodbo. In pa tudi sebe, ne nazadnje. Tako prvo pa sebe, ker jaz vedno, kot pač berem svojima otrokoma, sta pač oba dva na meni gre. Kar pomeni, da je tudi ta fizični stik zelo pomemben, ne da sedimo stran 2 metra, pa mu beremo, če seveda gre, ko so manjši, jaz imam manjše otroke. Je zelo pomembno, prvo zaradi tega, ker, tako si rekla, ker mu daš svoj čas, drugo kot drugo, ker ga učiš zgodb. Tretjo kot tretjo, ker mu daš ritem jezika, torej materinega slovenskega jezika, in skozi te pravljice se bo naučil, kako bo on bral, kako bo on govoril. Res je, ja. Zato je zelo pomembno, da ko so čim manjši otroci, da beremo
recimo kvalitetne pravljice oziroma od kvalitetnih založb, tam se dela besedni zaklad in tako se nek se ritem besed bere, to je pač moje mnenje. Potem je zelo pomembno, ker se lahko skupaj pogovarjaš ob knjigi. Nikoli ne pusti, da samo preberete knjigo, ampak vsaka stran, če karkoli vprašanje ima otrok v knjigi, odgovorite mu, to je najboljši del knjige, da lahko sprašujejo. Reče, zakaj je to tam in s tem, da ko pa še oponašamo določene stvari oziroma ko povemo za določeno situacijo, ko jim prezrcalimo v resnično življenje, pa gradimo še ravno to vez, da bodo znali ločiti, ampak da bodo vedeli, kako se kdaj v kakšno smer obrniti. Tako da berite od starši, berite. Ja, res je, se strinjam. Sicer se že odgovoril, ampak še vedno bereš svojima otrokoma. Opažaš kakšne posebne čudeže v tem? Ogromno čudežev. Prva so vprašanja, ki so včasih zelo prehitra, da bi jih otroci lahko, drugo je besedni zaklad. Ja. Otroci bodo težko, do 5. leta, kje drugje kot pa iz knjig naučili besednega zaklada. Lahko se naučijo tudi iz različnih videoposnetkov na YouTubeu, ampak potem se lahko zgodi to, kar se zdaj dogaja, da določeni otroci pri nas v 1. razredu znajo bolj angleščino kot slovenščino. Na žalost, ja. Ja, res je žalostno. To bi še samo dodal, da če otrok ima eno knjigo zelo rad in bi 10 dni zapored rad vsak dan bral eno in isto knjigo, 10 dni zapored mu berete eno isto knjigo. Se strinjam. Mogoče še naslednji dan oziroma naslednji večer. Omenil si tudi pomembnost medgeneracijskega branja. Ko na primer otroci berejo pravljice oziroma zgodbe babicam in dedkom. Zakaj pa meniš, da je ta zamenjava vlog tako pomembna za obe generaciji? Tako za mlajše kot za starejše? Ja, zelo je pomembno. Namreč ta starostna meja in če otroke spodbudimo, da berejo starejšim, torej lahko svojim babicam in dedkam, s tem dobimo ta moment, da jih delamo, da so bolj in samozavestni in da se tudi oni čutijo tudi pomembne. Namreč, ko so bili oni čisto mali otroci, so starši njim brali, ker oni niso znali brati in jim to razkrivali. Zdaj pa so že oni, tako so bili včasih starši in berejo njim. In s tem vplivamo na to, da bodo radi brali, s tem, da bodo vedeli, da se vloge spreminjajo. Včasih je tako, drugič je tako. Še posebej je to lahko skozi knjige, skozi lepe zgodbe. Vse to, ko smo prej že rekli o eni drugi temi, da to ni slabe volje, to ni nekega hujskanja in podobnih stvari. In z lepimi stvari se marsikaj najde. Recimo v nekaj šolah imajo tudi način, da starejši otroci, torej 6., 7., 8. razred berejo prvošolčkam, kar je tudi zelo pomembno, ker starejši se čutijo uporabni oziroma spoznavajo mlade in jih vzamejo za svoje. Ja. Mlajši pa vidijo, da če 8. razred njim bere in takrat bere, bo on zagotovo do 8. razreda bral, da bo tudi on lahko bral enkrat mlajšim od sebe. In ta medgeneracijskost je še posebej pomembna, saj s tem, ko jim berejo, jih tudi spoznavajo bolj, se jim bolj približajo in bodo veliko lažje, če rečemo za nje, tudi enkrat skrbeli oziroma se tudi z njimi lažje pogovarjali, ko bodo ti še starejši in z njimi imeli neko toplo in človeško vez. Tako je, ja. Tista, ki nam mogoče včasih manjka, ne? Res je, ki jo hitro lahko pozabimo. Ja, tako je. Ko smo že ravno pri tem, živimo res v času, ko nam poti križa tudi umetna inteligenca, ki lahko spiše eno čudovito zgodbo zgolj v nekaj minutah. Zakaj pa je po tvojem mnenju prav zdaj, v tem trenutku, bralna pismenost še toliko bolj pomembna? Jaz mislim, da branje in bralna pismenost še nikoli ni bila bolj pomembna, kot pa je in še bo. Da tudi poslušalcem povem, da se z umetno inteligenco intenzivno ukvarjam zadnjih 5 let, torej z jezikovnimi modeli in vplivi in podobno. V 5. razredu sem prvič napisal Moj najboljši prijatelj pesem, ki mi jo še zdaj berejo vse povsod, ko pridem na obisk v osnovno šolo ali kam drugam, kjer pa je bila prvi vrst Moj najboljši prijatelj je računalnik. Tako da še zdaj pa sem bil med prvih geekov računalniških, ki jih je sploh bilo vse v Sloveniji. Je bilo veliko lažje najti svet, kjer si tipkal, kjer si lahko napisal vse, kot pa govoril, kjer velikokrat nisi mogel. Zdaj pa tudi včasih vedno bolj ugotavljam, da bo treba to vse vzeti z veliko odgovornostjo predvsem in z veliko pazljivostjo. In na koncu si
moramo vsi pogledati, da je to orodje. In zakaj je branje najbolj pomembno? Zaradi tega, ker smo že zdaj v trenutku, da imamo na besedi, ne več toliko likov, ker že vse glasovno prepoznava, znanje sveta, zgodovine, razprav, dizertacij, na dosegu, torej enega ukaza. Ja. Ampak na koncu je tam jezikovni model, je tam orodje, ki ima vso znanje sveta, ki nam ga da. Tako. Kako bomo mi lahko dobili iz tega gomote znanja tisto, kar želimo, je tako, da bomo znali povedati, kaj želimo. In ta računalnik stroj se je učil iz naših besedil. Res je. On ne zna nekaj novega si domišljati, razmišljati, čutiti in s tem podati vse, ampak zna samo vrniti, kar je on prebral. Z branjem mi krepimo prvo kritično razmišljanje, da vemo, kako v nečem razmišlja, drugo empatijo, torej da čutimo zraven. In kot tretjo, predvsem to domišljijo ter bogatstvo izrečenih besed, če tako rečem. Da znamo uporabiti prave besede za pravo stvar. In čez 50 let, ko bodo zdaj ti otroci, ki so v osnovni šoli, prišli na trg dela, bodo večino stvari upravljali roboti oziroma stroji. In vsi, ki bodo tamle želeli nekaj ustvarjati, bodo mogli imeti vrhunski besedni zaklad, mogli bodo znati kritično razmišljati, mogli bodo znati podajati ukaze, točno vedeti, kaj želijo. In kar bo pa glavno v tem svetu, so pa čustva oziroma empatija, ki jo bo znali pokazati. Nobena ocena v šoli že trenutno ni bolj pomembna kot to, ali je vaš otrok empatičen oziroma zna občutiti druge, ali pa jih vzgajamo kot neke, ne bom rekel egoiste, grda beseda, samo jaz ne. Tisti, ki bodo znali pogledati na druge, tisti bodo imeli prihodnost. No, saj ravno na to se navezuje naslednje vprašanje. Kako ohraniti tisto človeško toplino, ki nam je ta stroj oziroma umetna inteligenca ne more dati? Družiti in še enkrat družiti, pogovarjati, brati, pisati eden drugemu. Ne tako zdaj, ko si zaljubljenci mladi, jim že vse odgovore, vse vprašanja piše, ali ChatGPT, ali Gemini, ali Claude, ali neki drugi. Včasih je ta nepopolnost, ki jo sami damo ven, veliko bolj zanimiva kot popolnost, ki nam jo dajo te jezikovni modeli. Enako kot pri osebah, velikokrat so nam bolj simpatične osebe, tiste, ki imajo, ne vem, nekaj drugače, neko piko ali neko, namreč, ker je to tisto, kar opazimo. Popolnost je zvulčena včasih. Res je. Tako da, družiti se, pogovarjati. To starši morajo pokazati otrokom, da jim je vseeno prvo za otroke, da jim ni vseeno za otroke. Torej, če imajo starši skozi telefon pred sabo, če so skozi računalnik, skozi v službi, otrok misli, da je vseeno za njemu, da je telefon bolj pomemben kot otrok. Če da pozornost telefonu, ne njemu. In to je prvo. Torej, ne uporablja telefone doma. Kot drugo pa spodbujati, da bodo šli ven, da bodo šli s prijatelji, da se bodo zunaj igrali. Jaz mislim, da je to glavno vodilo do lepe prihodnosti. Res je. Boštjan, tvoje besede so res močan opomnik za vse nas. Ker si avtor, ki nenehno ustvarja, bi te prosila, če nas lahko odpelješ v svoj domišljijski svet in z nami deliš košček nove zgodbe, ki morda prav v tem trenutku postaja tvoja naslednja pravljica. Morda bom začel kar tako, da je pred mnogimi leti en zimski večer živel fant, katerega imena ne rabimo govoriti. In ta fant je vsak večer bral. Seveda je imel rad zgodbe, rad se je poglobil, rad je imel te zmaje, katere je jezdil, rad je imel morske podmornice, v katerih je odkrival globine morja in megalodone in ostale pošasti. Ampak vse, kar je imel, je bilo to. To nekako spominja zdaj tudi na to zadnjo. Ampak res je. Ta fant je bil nem, ni mogel govoriti. In seveda, ker je živel v časih, ko pač še ni bilo čisto normalno, da ima vsaka učilnica svojega AI agenta, kjer mu prevaja v znakovni jezik, ni hodil v šolo, ker so mislili, da je nekaj z njim zelo narobe. In naenkrat pa k njemu pride polh. Mali polh potrka na okno in začuti, da ga fant sliši.
prvič v življenju sliši zvok. In ko vidi tam to živalco, katerega imena niti ne pozna, zaradi tega, ker pač mu ni nikoli nihče povedal, in ta mali polh vstopi v njegovo sobo, se vse spremeni. Več pa boste izvedeli čez 11 mesecev. Bravo, mene že sedaj zanima, kaj se dogaja, ker čutim, da je tale polh eno tako čudežno pravlično bitje. Odlična zgodba. Se že veselimo novega prebiranja. Bi mogoče želel še za konec, Boštjan, sporočiti kaj našim poslušalcem ali gledalcem? Morda samo to, da še enkrat berite svojim otrokom, berite sami in družite se tudi ob knjigah in nikoli ne dovolite, da bi sem s tišino priglasili eden drugega doma, da si poveste, kar preberete in da včasih tudi tisto, kar občutite pri tem, ko berete. Mislim, da s tem boste lahko spodbujali tako odnose z otrocmi, ki jih imate med sabo in tako smo rekla, delali lepši svet ostalim. Pa seveda lepe praznike vsem. Super, zelo navdihujoče. Hvala vam za povabilo in z veseljem še kdaj. Super. Dragi gledalci in poslušalci, naj Boštjanova zanimiva zgodba še dolgo odmeva v naših mislih kot navdih in naj nas prav vse spodbudi, da še danes večer odpremo knjigo, se stisnemo k svojim najmlajšim in jim poklonimo svoj čas in svoj glas. Boštjan, iskrena hvala za tvojo iskrenost in vse vilinske svetove, ki jih gradiš za nas. Mi pa se kmalu spet vidimo v knjižnem kotičku, kjer bomo skupaj odkrivali moč besed. Do takrat pa srečno in pravlično. Lahko noč tudi z moje strani in uživajte v branju.